En lep pozdrav v novem podkastu. V podkastu, katerega je že prav, da poslušamo vsi tisti, ali pa poslušate vsi tisti, ki boste nekoč rekli: da, zdaj sem pa 40 let oddelal, zdaj pa lahko, kaj pa vem, 30 let počivam in uživam, zato ker sem pridno varčeval. Ne zgolj zato, ker sem vplavčeval v pokojninsko blagajno, ampak ker sem dal tudi nekaj morda v drugi ali pa tretji steber. Dejstvo je, da smo kot družba, Slovenci, Evropejci, starajoče prebivalstvo. Družba, ki se hitro stara, in zato so izzivi o tem, kako zmanjšati pokojninsko vrzel, eni najbolj ključnih izzivov za družbo in za državo. In o tem bomo danes govorili, o slovenskem pokojninskem sistemu, o pokojninah in o tem, kako torej to vrzel, ko enkrat rečemo: zdaj sem pa zaključil s svojim delom, zmanjšati. En lep pozdrav vsem trem sogovornikom, dober dan. Lep Dober pozdrav, dan. zdrav. Prej se vas bom takoj predstavil, ampak prej, ko ste se še malce klepetali brez mikrofona, ste rekli, to je kar zlajnana tema, ampak se mi zdi, da mi, Slovenci in Slovenke, ko govorimo o pokojninah, nas vedno malce tišči, ampak šele po tem, ko je morda že malce prepozno. Zato sem rekel, da je takšna sestava za današnji podcast odlična. Začel bom seveda z vami, Mojca Rome z Agencije za zavarovalni nadzor. Hvala, da ste prišli. Dr. Vida Šeme Hočevar iz Triglav pokojninske družbe in pa dr. Andraž Rango z Inštituta za ekonomske raziskave oziroma ekonomska raziskovanja. Trije strokovnjaki. A veliko razmišljate o tem, ne o pokojninah, ampak o tem, kakšen je naš pokojninski sistem, kako vzdržen je, kakšne so številke? Je to v vašem poklicu del vsakodnevnega razmišljanja? Dnevno. Dnevno? Se ne naveličate? Ne? Ne? V bistvu je zanimivo. Bi človek mislil, da je stvar dolgočasna, pa ni. Ne? Se kar spreminja in je v bistvu treba kar prilagajati, pa kar precej razmišljati o tem. A je leto, ki je za nami, 2025, morda spet eno tisto prelomno, ko smo največ spreminjali, ko je treba največ novih izračunov, novih pojasnil? Ja, za nami je bilo precej dela. V bistvu moram reči, da lansko leto je bilo kar precej intenzivno, ko so se pripravljale nove spremembe, nova pokojninska reforma. Moram reči, da se je ministrstvo kar precej obračalo na nas in teh izračunov je bilo veliko. In jaz mislim, da je bilo pravilno, da jih je veliko, zato ker šele ko so dobro informirani, v bistvu odločevalci, šele takrat se lahko potem tudi dobre odločitve sprejemajo. Dr. Vida Šeme, preden gremo čisto zares v te stebre, smo Slovenci dovolj informirani, ko je govora o pokojninah, o tem, kaj nas čaka, koliko smo vlagali, varčevali, in kaj bomo potem dobili? Absolutno ne. Mislim, da tega informiranja ni nikoli zadosti. In da smo zelo hvaležni, da tudi je prišlo do tega podcasta Agencije za zavarovalni nadzor. In upamo, da bo to doseglo našo populacijo, katera se premalo zaveda, kako pomembno je tretje življenjsko obdobje. Drži, sploh glede na število tistih, ki zdaj tam že so, ne, pa rečejo: če bi to prej vedel, morda bi bilo drugače, ampak se mi zdi, da moramo predvsem pa nagovarjati tiste, ki še lahko kaj spremenijo. Drži? Ja, seveda, Agencija za zavarovalni nadzor se je odločila za ta podcast, predvsem zaradi informiranja. Ker en cilj, eno poslanstvo agencije je varstvo potrošnikov. Pa ne šele takrat, ko se potrošniki zavedajo, da nimajo, da imajo premalo ali pa se počutijo, da ni vse v redu. Tudi izobraževanje vnaprej je pomembno, ker samo izobražen potrošnik ima lahko odločitve, ki so smiselne, ki so dobre za njega, in potem to postane partnerstvo, ne, med izvajalcem, med potrošnikom, pa tudi med nadzornikom ali pa zakonodajalcem. Potem je ta krog sklenjen in razprave na tem področju dosežejo višji, boljši nivo in lahko nekam pripeljejo, nek napredek. Drži, ta finančna pismenost je ena ključna stvar za družbo. Pa morda res, če kar začnemo zdaj s 3 stebri, čisto preprosto. 3 stebre imamo, zakaj jih potrebujemo? Zakaj potrebujemo 3? Vedno si rečemo: dobro, vsaj tistega enega, ko mi delodajalec že odvede, imam in to je dovolj. Bom pol vprašal vaju, če je to res dovolj, ampak gremo najprej v to prvo razlago, zakaj torej 3 pokojninski stebri. Zdaj, vedno, ko se pogovarjamo o pokojninskem sistemu, se pogovarjamo o večstebrnem sistemu. V teoriji imamo zdaj lahko tudi 3, 4, 5 ali veliko več stebrov, o katerih se bomo mi danes pogovarjali, ampak dajmo mi danes ostati na 3 stebrih. Jaz mogoče
si te 3 stebre predstavljam kot en 3-nožni ribiški stol. Zdaj, če imamo mi 3 noge, stol lepo stoji in se ne premika. Če je ena razrahljana ali če je celo zlomljena, ne, potem v tem primeru sistem ni stabilen. Zdaj pa mogoče, če pogledamo, kaj ti 3 stebri so. Prvi steber je javni pokojninski sistem, s katerim upravlja zavod. Vanj ga plačujemo vsi aktivni zavarovanci, se pravi vsi, ki smo zaposleni, espeji in tako naprej. In ta denar se ne nalaga, ta denar se sproti porablja v bistvu za pokojnine trenutnih upokojencev. Temelji v bistvu na načelih, kot so solidarnost, prerazdelitev, vzajemnost in je v bistvu že tradicionalno vpet v naš sistem. Drugi steber, kot ga jaz vidim, zdaj tukaj se pravim, je več definicij, je tisti steber, v katerega je dodatno pokojninsko zavarovanje in je tisti steber, v katerega nam plačuje delodajalec. Gre v bistvu, recimo temu, za nek podaljšek plače, ki bo izplačan kasneje, se pravi takrat, ko bomo v pokoju, in je v bistvu tudi zelo pomemben steber, je v bistvu nadgradnja prvega stebra, nam omogoča neko ugodnejše, lepše življenje v starosti. No, in potem je ta tretji steber, kamor bi jaz uvrstil recimo individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, tja, kamor mi vplačujemo sami. So pa tudi vse druge oblike varčevanja za starost, na primer življenjska zavarovanja, naložbena varčevanja, potem tudi zlato, recimo kot naložba, če želite, tako nepremičnine. Seveda, če v bistvu vse te naložbe potem na koncu usmerimo v nek dohodek, ki nam v starosti izboljšuje kvaliteto življenja, ne. Zdaj, čisto preprosto, ne, če še enkrat ponovimo. V bistvu prvi steber je tisti javni pokojninski sistem, nam zagotavlja ustrezno in pomembno socialno varnost. Zdaj, drugi in tretji steber sta pa tista dva, ki pomenita to nadgradnjo, ki nam pa omogoča, da v bistvu obdržimo tisti slog življenja, ki ga želimo tudi v starosti. In jaz mislim, da če vsi trije sistemi funkcionirajo skupaj, je sistem v bistvu lahko prinaša zelo dobre rezultate. Zdaj, kar morda še dodatno pojasnilo, ne, ko govorimo o drugem, tretjem stebru, kako bi razložili razliko med kolektivnim in individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem? Kaj je tista razlika, da si to lažje predstavljamo? Saj ime že pove, ampak vendarle ne. Ja, to se pravi, zavarovanje je določeno preko dokumentov, to je pokojninski načrt. Če delodajalec pripravi pokojninski načrt in izbere izvajalca, ki bo izvajal ta pokojninski načrt, potem je to kolektivno zavarovanje. In individualno zavarovanje pa je zavarovanje, kjer se posameznik sam odloči, kateri pokojninski načrt si bo izbral. Tako da bistvena razlika je, ali delodajalec sprejme odločitev in se potem lahko posameznik priključi, ali pa se za določen pokojninski načrt odloči posameznik sam. S tem, da z drugimi besedami jaz včasih rečem, delodajalec da vstopnico. Delodajalec se lahko potem tudi pogaja z izvajalcem in doseže ugodnejše pogoje, kot jih običajno lahko posameznik doseže. Ima pa možnost posameznik tudi sam dodatno vplačevati v kolektivno zavarovanje, se pravi v zavarovanje, kjer ima dosežene mogoče boljše pogoje ali pa je bil strokovno presojo prestal. Dejstvo je, ne, ko gledamo demografijo, o tem bomo veliko govorili, da v resnici na dolgi rok za nek življenjski standard, ki smo ga danes vajeni, samo prvi pokojninski steber zelo verjetno ne bo dovolj. A drži? Se pravi, zdaj vas nagovarjam tudi kot nekoga, ki ve, kako pristopiti in morda podučiti nekoga, pa reči, ok, kaj lahko torej čisto zares naredimo v tretjem pokojninskem stebru, ne? Hvala lepa, sicer tretjega pokojninskega stebra mi ne delamo, No, okej. ampak vseeno, ja, je zelo pomemben tudi ta tretji. Je pa res, da za tretji steber moraš biti zrel, moraš imeti zadosti prihrankov, da si lahko tudi v tem stebru primerno denar naložiš. Se pravi, moraš znati presoditi, kdaj je toliko sredstev na voljo in poskrbeti za to, če je le mogoče. Ko pa sva v drugem, ne, tem Ko sva individualnem v oziroma drugem, pa kolektivnem, naj pa tako je greva pa mogoče en dobro, ne. korak nazaj in se spomnimo na tisti OECD-ov procent, ki je 70% naj bi imel človek po upokojitvi na voljo zadnjega svojega dohodka, a ne, neto, tako da to naj bi mu omogočalo kvalitetno življenje.
teh 70% je pravzaprav težko. Kot vemo, leta 1999 smo imeli 77% nadomestitveno razmerje, lansko leto že nekje okrog 58%, kar zagotovi ta prvi pokojninski steber. In prav zato je tako pomembno ta drugi pokojninski steber, da on dopolni, kot je bilo že strani ostalih govornikov povedano, da dopolni tiste procente, da res lahko zagotoviš teh vsaj okvirno 70. Ta 70 seveda ni čisto absolutna resnica vedno pri vsakem, ampak je neko povprečje. Kakšne pa so, na primer, vaše izkušnje zdaj, ko že govorite s tistimi, ki se skupaj z delodajalci odločijo ravno za to, ne, da rečejo, ok, v tem prvem pokojninskem stebru vas čaka 58%, morda celo manj, ne, vprašanje, kam bo šlo čez 10-15 let, ali pa s tistimi, ki že delate načrt skupaj z podjetjem, pa rečete, tukaj bomo toliko doprinesli potem, ko greste. Kako to izgleda v resnici? Te izkušnje so zelo dobre. Mogoče, če povem toliko, da pri nas od 1 milijona aktivnih prebivalcev, ne, imamo 600 000 pogodb o dodatnem pokojninskem zavarovanju. Zakaj govorimo o pogodbah in ne o osebah? Zaradi tega, ker mnogi med nami zamenjamo službo in potem pride morda do 2 pogodb. No, ampak od teh 600 000 pogodb je 400 000 aktivnih nekje okvirno. Mislim, da je celo 407 000 trenutno zadnja številka, ki je bila objavljena. In medtem, ko če pa govorimo 400 000, jih pa nima ničesar. Kaj lahko povem? Ljudje so na koncu, ko pridejo do nas in zahtevajo izplačilo, zelo zadovoljni. Mi imamo namreč ta varčevalni del zelo dobro pokrit. In od leta 2016, ko je bila ta sprememba zakonodaje in je omogočala življenjski cikel naložbeni, so tudi donosi bistveno boljši. Do leta 2016 so bili pa nizki, ker je bil to obvezniški zajamčen sklad in v tem skladu pač moraš zaradi varnosti imeti nizki donos. No, danes nekje lahko govorimo o teh 26 let, odkar obstaja, pa če računamo, da je bil do leta nekje povprečno 2016, kljub temu, da je bila SPIZ-2 je bil sprejet 2013, ampak mnogi ponudniki nismo še mogli implementirati vsega tega. No, je potem nekje zagotovljeno okrog 10-15% na pokojnino iz prvega stebra. Se pravi, tukaj je precejšnjo že zadovoljstvo, ocenjujemo pa, tako kot sem prej povedala, nekje 30, celo pri nekaterih 40% bi ta dodatna pokojnina prišla. Prav, pozabili smo pa prej omeniti še davčne olajšave, kar je ključno. Ravno to je ta drugi steber, kjer je dejansko podpiran strani države. Tega ne smemo pozabiti in ta olajšava je zelo dobrodošla, tako za delodajalce, kajti pri nas je 95% članov prav zavarovanih strani delodajalcev. Individualnih pa zelo malo, samo 5%. Preden gremo naprej, morda samo še, če že govorimo o nadzoru, ne, ko poslušamo, kje lahko vse se pogovarjaš, najprej o tem podučiš in potem se tudi sklene ta pogodba. Kako pri vas to nadzorujete? Kako nadzorujete danes banke, zavarovalnice, vse skupaj? Ker vedno smo pri tem strahu, ne, ali bo moj denar res tam in na varnem. Ne. Videli smo te primere iz tujine, pri nas seveda takšnih katastrof ni bilo. No. Ne. Tako. Zdaj, izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja so lahko 3: banke, zavarovalnice in pokojninske družbe. Agencija za zavarovalni nadzor bank ne nadzira jih Banka Slovenije, mi nadziramo zavarovalnice in pokojninske družbe. Zdaj, sam nadzor se poteka preko 3 plasti, bi rekla. Eno je redno poročanje, ki ga izvajalci zagotavljajo nekatere stvari na mesečni osnovi, nekatere kvartalno, najbolj podrobni podatki pa pridejo v koncu leta oziroma po zaključku poslovnega leta. Se pravi, redno poročanje, potem informacije, ki so mogoče videti neuradne, neformalne, se jih preveri, a ne, da ni zadaj kakšne resne zgodbe. In pa zelo pomembno se mi zdi tudi reden kontakt z izvajalci samimi. Se pravi, izvajalci so vabljeni najmanj enkrat letno na en pogovor na agencijo, kjer izpostavijo svoje videnje, kako naj bi se sistem razvijal, pa kakšna tveganja imajo.
pred tem pogovorom seveda pa agencija oceni njihova tveganja na podlagi teh rednih poročil. Potem pa lahko, se odločimo tudi ali na podlagi poročil, na podlagi drugih informacij za obisk, na sedežu družbe, temu se reče, pregled na licu mesta. Veliko podatkov se pa analizira kar, doma na sedežu agencije, in, če so zaključki v redu, ni potrebno dodatnega pregleda. Zdaj vi kar nekaj časa že opravljate to delo. Če bi morali tako oceniti, kako varni pri nas so prihranki, ki jih ljudje dajemo v pokojnine, v dodatno pokojninsko zavarovanje, nas nima kaj skrbeti. Ne, jaz mislim, da ne. Zdaj, mi kot nadzornik, seveda, gledamo najmanj 2 stvari ali pa 2 ključne zadeve so za to, da lahko mirno spimo. To je, da je sredstev v pokojninskem skladu vedno dovolj, to je en segment, drugi segment pa je kapitalska ustreznost izvajalca. To sta 2 finančna kazalnika, ki, preko katerega, ne moreš zamižati, a ne, to vedno gledamo kot osnovo. Še en dodaten element je, nad sredstvi sklada, je v skladu z zakonom že 20 let, morajo izvajalci izbrati skrbnika. Se pravi, to je naš tihi družabnik pri nadzoru, ki spremlja pa na dnevni osnovi transakcije izvajalca. Zakaj se je odločil za neko naložbo? Ali je ta naložba v skladu z internimi pravili izvajalca, ali je ta naložba v skladu z zakonodajo, ker mi kot nadzornik dobimo poročila z zamudo, tudi če so mesečna, še vedno je to en mesec zamude, skrbnik pa lahko odreagira tako in tudi odreagira, če se mu zdi kaj sumljivo, če ni prepričan, javi, nam. Dobro ste rekli, da lahko mirno spimo, ne? Ko pa gledamo ta prvi steber, čisto zares, pa res težko mirno spimo, ne? Zato, da rečemo, okej, ampak vsi izračuni, vse to, kar se dogaja, ne, že na primer ljudje, ko se pogovarjajo takole ob kavi, rečemo, se jaz vplačujem, kot ste sami rekli, zato, da drugi danes dobijo, kdo bo pa zame vplačeval, ne? Kako torej deluje ta prvi steber? Kako smo, če smo s temi številkami po vplačilih, izplačilih in prihodnostjo? Zdaj, kar se tiče prvega stebra, prvi steber deluje zelo preprosto, ne. Po eni strani, po drugi strani je ravno ta preprostost tudi lahko del, občutljivosti, ne, tega sistema, ne. Ampak zaenkrat bi jaz rekel, da je prvi steber trden in da deluje dobro in da tudi v prihodnosti, bo kar dobro, šel čez izzive, sploh te demografske, katerim smo priča, ne. Zdaj pa, če malo pogledamo številke. Ta trenutek imamo mi približno v Sloveniji tam ene 660 tisoč upokojencev in približno, milijon zavarovancev. Se pravi, da imamo okoli 1,5 zavarovanca na enega upokojenca. Če se vrnemo par desetletij nazaj, recimo 80. leta, ne, je bilo takrat v bistvu so bili 3 zavarovanci na enega upokojenca, ne. Se pravi, ta demografski pritisk, ta izziv, ki prihaja, ki je prišel že danes sem, ne, in ki bo v prihodnosti še malo večji, je neki izziv, ki ga moramo, nasloviti, ne. Kar se tiče samega v bistvu izgleda, trenutnega demografskega v Sloveniji, bi jaz uporabil mogoče eno prispodobo, ki je za Slovenci mogoče dobro poznamo, je, ne bi uporabil demografske piramide, ampak bi rekel, da imamo v Sloveniji v bistvu demografski kozarec, ne. In sem prinesel takole s sabo, mogoče samo za pogled, ne, imamo, če pogledamo 30 let nazaj, v letih 90, ne, je bil ta slovenski demografski kozarec v bistvu v obliki penine, ne. Se pravi, imamo eno trdno jedro mladostnikov, tisti, ki vplačujejo, in ozek zgornji del, teh, ki so upokojeni, ne. Zdaj do letošnjega leta oziroma lanskega leta smo prišli v bistvu v neki kozarec belega vina, ne. V bistvu se tale zgornji del kar precej širi, ne. In, tretji, ne, korak, ki bo, ne, čez par desetletij, ne, pridemo do enega takega kozarca dobrega rdečega barikiranega vina, ne, kjer se razširi ta zgornji del starostnikov, ne, manjša se pa ta spodnji del, tistih, ki vplačujejo in ki prihajajo za nami. Zdaj, jaz bi tako rekel, to, kar se dogaja z demografskimi, gibanji, ni nič napačnega, je v bistvu posledica velikega napredka, ki smo ga doživeli. Živimo dlje
In ne samo, da živimo dlje, živimo tudi bolj zdravo, ne, to je dejstvo. In sploh v Sloveniji, ne, v primerjavi z drugimi državami Evropske unije smo zelo dobri v tem. Zdrava leta življenja se nam kar precej podaljšujejo, bistveno več kot v primerjavi z drugimi državami. Ženske so celo na drugem mestu in to je super, to je zelo dobro, ne. Ampak ta izziv moramo zdaj nekako v bistvu rešiti tudi v okviru prvega stebra, kot sem že rekel, ne, kjer se število vplačnikov zmanjšuje, ne. In tisti korak, ki je bil narejen že lansko leto in tudi v preteklih letih, je ravno to. Če živimo dlje, če živimo bolj zdravo, potem lahko tudi kakšno leto dlje delamo. In iz tega naslova sicer dobimo kakšno pokojnino manj v času upokojitve, pa ne manj kot naši predhodniki, zato ker bomo tako ali tako živeli dlje, ne, ampak hkrati s tem se nam pa dviguje tudi višina pokojnine, ne, in to je tista rešitev, ki je dobra za sistem. Poleg tega, če smem, se pa vrnemo še na drugi steber, ne, je pa ravno tisti del drugega stebra. Zdaj, če vse te demografske pritiske skušamo reševati v okviru prvega stebra, ne, bojo te rešitve, ki se bojo oblikovale znotraj tega stebra, veliko bolj zaostrene, kot pa če del teh demografskih pritiskov prenesemo na drugi steber. Se pravi, da v drugem stebru in tretjem stebru, če tako rečemo, damo nek večji pomen, če temu stebru damo nek večji pomen, lahko nek večji del dohodka v tistem stebru prihranimo za svojo starost, ne, razbremenimo prvi steber, ne, in dobimo kombinacijo, ki je za mene zmagovalna. Se pravi, nekoliko podaljšamo aktivnost, okrepimo v bistvu s tem prvi steber, dodamo še nadgradnjo drugega in tretjega stebra in dobimo dejansko dohodek, ki nam bo omogočal zelo, zelo dostojno in kvalitetno življenje. Ja, v pripravi na ta današnji pogovor sem seveda šel tudi sam čez te številke in nisem pa imel tako zanimive primerjave, res je, iz šampanjca do belega in rdečega vina, ampak dejstvo pa je, ko malce izračunaš, ne, da res prvi steber ne bo dovolj in je potrebno dodatno pokojninsko zavarovanje, če želimo. Tako, sistem v bistvu kot tak, že prej sem rekel, da sistem deluje kot celota, ne, in v bistvu vsi trije sistemi so medsebojno povezani in v bistvu drug drugega krepijo, ne. Se pravi, če okrepimo druga dva stebra, v bistvu bo prvi steber pod toliko manjšim pritiskom, ne. Mogoče še čisto ena zanimivo. Če danes vsak peti Slovenec oziroma prebivalec Slovenije star 65 plus let, ne, vsak peti, bo že čez nekaj desetletij vsak tretji, ne. Tako je. A veste, in v bistvu tem pritiskom oziroma tem izzivom se ne bomo ognili, ne. Ognili se bomo pa samo tako, da se v bistvu prilagodimo, ne. In ravno me zdaj to zanima, ne, ko takole razložite, nam je vsem seveda jasno, da je treba o tem razmišljati in vstopiti. Koliko so stari ponavadi ljudje, ki pridejo k vam in potem začnejo aktivno vplačevati v drugi steber, na primer? Kakšne izkušnje imate? Ja, v glavnem so tu po 40. letu, to je največja skupina, ko začne varčevati preko delodajalca. Se pravi, oni začnejo varčevati šele, ko dobijo tako zaposlitev, ki nudi to zavarovanje. In to je zelo pomembno, kajti čas ima tukaj zelo veliko vlogo. Prav čas je ključen, da začneš čim prej, in mi bi priporočali, da se oseba sama odloči že takoj po končanem šolanju, ko prvič stopi v službo, tudi če ni tega pri delodajalcu. Je pa tu nov zakon zdaj naredil korak naprej, zakon ZPIZ-2O lansko leto, ki velja od 1. 1. 2026 in tudi predvideva, da mora vsak delodajalec, ki ima več kot 10 zaposlenih, opraviti vsaj razgovor z zaposlenimi, ali bi tudi oni želeli, da sklene pokojninsko dodatno zavarovanje, in kolikor se bo odločil, da ne, mora pa pač poročati inšpektoratu za delo. To je rok je 2028 in tukaj smo zelo pripravljeni pomagati tudi mi, ki to izvajamo, se pravi pokojninske družbe. Zakaj o tem govorim? Ker bomo dosti lažje bo podjetju, če bomo mi izvedli celotno predstavitev, kaj to pomeni. Če grem pa korak nazaj, morda še toliko, da kaj pomeni, če pri 25. letu začneš z varčevanjem. Jaz sem nekje vzela neko povprečje, našo povprečno slovensko bruto plačo, katera je osnova, in tam nekako pomeni, da daš do maksimalnega zneska, prideš nekje do 150 evrov mesečnega vplačila, in če bi to jaz sem upoštevala življenjski cikel, in vse te povprečne donose v različnih skladih. Namreč, ko je človek mlad, je donos lahko višji in bolj tvegane naložbe, kasneje je donos umirjen, in to so ti mešani skladi, in potem na koncu pa seveda pri nas po naših načrtih po 60. letu mora biti pa res varen donos,
to pomeni, da je pa nižji. No, če to upoštevamo, nekje po 40. letu smo zračunali, da prideš na 320 000 evrov tega dodatnega privarčevanega denarja, ki gre potem kasneje v vrsto rente, ki se jo zbereš pri ponudniku rente. To je zelo lep znesek. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če je nekdo 45 let in šele takrat začne vas preseneti z istim zneskom, on privarčuje samo 54 000 evrov, to je bistveno nižji znesek. In kaj to pomeni, če bi želel enak znesek, bi moral bistveno bolj se potruditi, bistveno težje bi bilo za njega, 880 evrov na mesec bi moral plačati v ta namen, a ne. Tako da res čim prej, kot ste tudi že sami pred časom omenili, obrestni račun je zelo pomembno, da bi ga ljudje poznali, ker ravno to še dodatno gradi ta večji znesek, ki se na koncu pojavi na računu, namreč ne obrestujejo se samo glavnico oziroma to plačilo, kar mi damo notri, ampak tudi obresti na obresti, ki smo jih dobili za donosi v teh skladih. Zdaj ste o teh donosih govorili, zato morda vprašanje, a obstajajo kakšni standardi, kakšni so ti minimalni donosi ali pa kje vi tudi potegnete ročno zavoro pa rečete, to je pa preveč tvegano, tukaj pa vam tudi ne dovolimo, da se tako izpostavite morda. Ja, se pravi, izvajalci, ko pripravijo dokumente o pokojninskem skladu, morajo v teh dokumentih opredeliti, kakšna bo njihova naložbena politika. Zdaj, od leta 2015 vsi izvajalci ponujajo življenjske cikle. To pomeni, da naložbene politike in sredstva prehajajo od, kot je bilo že rečeno, od bolj tveganih, srednje tveganim in pa v zelo varne naložbe. Kar je dobro, ker med bolj tveganimi naložbami je čas, da se popravi, a ne, kakšna kratkoročna nihanja se ublažijo na daljše časovno obdobje. Zdaj, vprašanje je bilo, kako zagotoviti, da ne bojo se obljubljale nerealne stvari. Se pravi, naložbena politika, ki jo zapišejo izvajalci, se jo morajo potem tudi držati. In mora pa biti v okviru enih takih resnih naložb. Se pravi, zaenkrat kripto naložbe še niso dovoljene, ker morajo biti dokaj realne naložbe, ali so to obveznice, delnice, lahko so tudi skladi, ki potem preko teh skladov se dodatno ali pa na drug način razpršijo naložbe. Je pa pomembno, da ker so naši skladi od leta 2001 se izvajajo, zdaj imajo že kar nekaj sredstev v upravljanju, a ne. Se pravi, so tudi naložbe lahko razpršene, tudi če je slučajno kakšna naložba vmes se ji zgodila nesreča, je padla vrednost, druge to pokompenzirajo. To se pravi, naložbe so v okvir predpisan z zakonom, izvajalci se odločijo za podrobnosti, kako tvegane bodo naložbe, potem se morajo pa tega držati, a ne. In nekih nerealnih donosov nismo videli, da bi jih ponujali, no. To bi agencija zastrigla z ušesi in bi šla pogledat na teren, od kje so te številke, od kje so take projekcije, ne morejo biti. Dobro ste omenili kripto, ne, tam so nerealni donosi, ampak samo kakšen teden, potem se pa lahko tudi nerealno znižajo. A kje v tujini morda se že spogledujejo tudi s kripto donosi, ko gre za pokojninske sklade? Ker potem bomo šli malce tudi na evropski trg, kaj se tam dogaja, zato zdaj vprašam, no. Nekaj malega se v statistiki EIOPA, to je Evropski organ za poklicne pokojnine in zavarovalništvo, oni vodijo statistiko, se pojavlja nekaj malega tudi kriptonaložb, bolj iz svojih sredstev, ne iz sredstev članov. Nizozemska bi bila tista država, ki je pa seveda tudi najbolj razvita pri pokojninskih sistemih, a ne. No, saj ravno morda zdaj to vprašanje, ko govorimo o pokojninskih sistemih. Slovenski pokojninski sistem je daleč od tega, da bi bil med slabše razvitimi, če sem prav se pozanimal pred tem pogovorom. Morda res nismo na ravni Nizozemske, pa vendarle, kakšni so trendi, kako vi kot strokovnjak za vse skupaj lahko rečete, ok, tukaj je Slovenija, to je pa Evropa. Zdaj,
Kar se tiče trendov v Evropi, moram reči, da smo v zelo podobnem čolnu, ne. Celotna Evropa se stara, v bistvu prebivalstvo se stara, delovno aktivnega prebivalstva je, vedno manj. Tako da v bistvu so tudi ti trendi, ki se nakazujejo po vsej Evropi, predvsem podobni in v bistvu grejo z roko v roko tudi z ukrepi, ki jih sprejemamo v, Sloveniji. Kar se tiče najprej mogoče samo tole, kar se tiče slovenskega pokojninskega sistema, je tako, kot ste rekli. Slovenski pokojninski sistem sam po sebi, vsaj po moji oceni, je precej dober sistem. Se od nekaterih, kot so nizozemski in danski, ki so najboljši ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu, precej razlikuje. Zagotavlja pa kar precejšnjo socialno varnost. In to je bistveno, kar se zahteva od prvega pokojninskega stebra, če zdaj govorimo o javnem pokojninskem sistemu. Drugi, in tretji pokojninski steber, ki v Sloveniji sicer že imata, zdaj pa že kar nekaj, že celo 2 desetletji in celo več, tradicije. Tukaj pa mislim, da v bistvu imamo še nekaj prostora, da bi kaj postorili in da v bistvu jim pripišemo tudi malo večji pomen, in da oddelata oziroma dodata tisto svojo vlogo, kateremu sta namenjena. No, ampak če se vrnem zdaj k vašemu vprašanju, ne. Kaj so bistveni trendi? Prvi trend je zagotovo, podaljševanje delovne aktivnosti. Kar v precejšnjem delu Evrope se je upokojitvena starost dvignila na 67 let. V precej državah, recimo tudi pri naših sosedih Italijanih, so upokojitveno starost celo, vezali na življenjsko pričakovanje. To se pravi, da ni več, v rokah zakonodajalca in socialnega dialoga, da se določa upokojitvena starost, ampak da se ta dejansko na vsakih 5 do 10 let podaljša skladno s tem, kolikor se nam, podaljša Življenjska življenjsko doba, ne. obdobje. Tako. To je en izmed prvih trendov. Drugi trend, ki je ta, da se kar precej daje tudi na individualno odgovornost. Ko rečem na individualno odgovornost, to pomeni v bistvu ta drugi steber, dodatno pokojninsko zavarovanje. V tem okviru je v veliki meri, države dajejo spodbude in dajejo dejansko, spreminjajo sisteme v smeri, kot gre tudi naš drugi steber, v naložben sistem, v sistem, v katerem ima precejšnjo odgovornost delodajalec do svojih zaposlenih in tudi pri zaposlenih se skuša, dvigniti osveščenost glede pomena tega stebra. In tretji trend, ki so fleksibilne poti v upokojevanje. Zdaj, upokojitev ni več tako, kot je bilo v preteklosti, recimo neki nenaden rez oziroma neki prehod iz stanja aktivnosti v stanje neaktivnosti, ampak neke fleksibilne, mehkejše oblike prehoda iz polne delovne aktivnosti v delno delovno aktivnost ali v kombinacijo celo, prejemanja pokojnine in pa, še ostajanja v zaposlitvi, ne. In to je tisti del, ki v bistvu tudi ljudem omogoča neki postopen prehod, iz tega svojega polnega aktivnega življenja v neki, mirnejši upokojenski status. Rekli ste, da za drugi ali pa tretji steber ali pa ta individualna odgovornost, da je marsikje po Evropi, v zahodnem delu Evrope, to že na veliko višjem nivoju. Kje smo tu Slovenci, čisto zares, ne? Ker potem se seveda spet na vas obračam, ne. Kar se tiče Evrope, bom rekel, da smo nekje v spodnjem delu polovice, ne. Nismo med, najboljšimi. Vseeno, no, mogoče bi to primerjal. Če se primerjamo s Hrvati, ki so kar precej časa nazaj že v bistvu del prispevkov iz prvega stebra preusmerili v drugi steber, moram reči, da kar se tiče Slovenije, je tukaj naredila pametnejši, boljši korak. Tudi tam se že vidijo težave v tem smislu. Se pravi, ta naš mehkejši prehod, da nismo šli slabiti prvega stebra, ampak da smo skušali prvi steber, pustiti okrepljen in nadgraditi, se je izkazal kot precej boljši. Drugače pa države, kot so Nizozemska, Danska, in ostale države, ki imajo tradicionalno ta drugi steber vpet, tam se pa kaže v bistvu tisti, bom rekel, bonus tega drugega stebra. Ne samo, da se tam pogovarjajo recimo o 70% nadomestni stopnji, se pravi, ne da imaš ti 70% svojega preteklega dohodka, v upokojitvi, ampak se pogovarjajo o 90-100%. Praktično si na isti ravni, gre za istim dohodkom v upokojitev kot, tisti dohodek, ki si ga imel v času, svojega, aktivnosti. Zato vidimo toliko Nizozemcev potem na morju, pa ne, so dobro varčevali, ne. Ja. Če lahko, Seveda, dopolnim, odgovor. Tako kot jaz vidim, bi Evropo razdelila v dve, veliki košari. Se pravi, zahodni del, kjer je za drugi steber se že bistveno prej začeli skrbeti, in je, v bistvu prvi steber zelo slab, ne ponuja tega, kar ponuja To je pri tudi nas, razlog glavni. Ja. In,
zato je to težko primerjati z našim, a ne, oziroma nehvaležno, saj da se. Uh, Potem pa drugi sklop držav je pa tiste, ki so pristopile k Evropski uniji skupaj z nami ali Ja. kasneje, a ne, kjer so pa imeli različne modele uvajanja. Zdaj, ali je to res bil drugi steber, ali tle so mnenja krešejo. Ravno zato, ker so prvi steber razdelili v dva dela, a ne. In zdaj, če nekje vzameš, tam zmanjka. To ni Hrvaška edini tak primer, ne, Ne, ni. teh držav je bilo še Tudi nekaj. Poljsko, Madžarsko, ja. Ja, in v bistvu, ko se potem pogleda izplen po 20 ali pa skoraj 25 letih, ni bilo tako dobro. Tukaj je bila res odločitev takrat na mestu. Mogoče je bil premehek korak, a ne, ker je bilo samo prostovoljno zavarovanje, delodajalci so se lahko ali pa tudi ne odločili, ampak potem, ko so se odločili, so pa večinoma se kar resno držali in plačevali, tako po naših podatkih, premije. Tudi vi ste prikimavala, ko je bilo govora o Hrvaški, a ne, in o Nizozemski. Saj, kako vi vidite, na primer, ne, ta mehki del prestopa v drugi steber, ampak vendarle 600 000, 660 000, a ne, to je velika številka, če povzamemo 400 000, ki jih ni poleg, no, ker s tistimi se bomo potem čez 20 let pa kar krepko ukvarjali, ne. Z socialnega pa s makroekonomskega vidika, no, ali pa bolj socialnega še bolj, mislim, da bi bilo zelo dobra odločitev, tako kot je že gospa Rumen povedala in gospod Rangus tudi, da gre za mehek pristop. Jaz tudi sama zagovarjam takšen način, in tudi naprej zelo resen pristop pri tem naložbenju. Morda bi bilo še bolje, če bi bilo že od začetka ta življenjski cikel na voljo, zato ker ti donosi so bili res zelo nizki. Govorimo pa še vedno tudi o vseh ostalih naših naložbenih skladih, da so varni. Tudi najmanj varen delniški, še vedno se zelo pazi na visoko kvaliteto teh delnic, katere se da v te sklade. Dodatno je letos so še znižane naše provizije, tako da upravljalska provizija gre za 1% na 0,9, letos je 0,8 v prihodnjem letu in naprej, kar pomeni, da so ene najnižjih stroškov od vseh teh upravljalcev takšnih skladov, a ne. Tako da je pa res, moramo priznati, davčna olajšava je ključna spodbuda, tako za delodajalca, kot tudi za posameznika, če on se odloči za to varčevanje, ne. No, ravno to sem želel, ko ste Ja. rekli, ne, ko smo sprejeli to davčno spodbudo, o kakšni spodbudi govoriva? To govoriva o 3224 evrov na leto, je to meja. Zakaj je meja? Zaradi tega, ker so nekje izračunali, to mogoče Andraž še pove, kako je prišlo do tega zneska. Je postavljen tudi minimum, 432 evrov naj bi bil minimum letni, ki bi ga podjetje za zaposlenega v ta namen dalo. To so vse zneski, ki so bili potem preračunani, da lahko tudi nekaj določeno res stopnjo tega dodatnega dohodka v času upokojitve zagotovijo. Če pa to presežeš, seveda potem davčne olajšave ni več in takrat že govoriš o tretjem stebru. Zato tudi mi pravimo, da pojdi v drugi steber do maksimalne davčne olajšave, naprej pa varčuj drugje, a ne. Mogoče Andraž Mogoče to je pojasni. tisto, Ja. o čemer smo se pogovarjali, ne, in tako kot je tudi že Mojca zelo lepo povedala, v bistvu ta mehki prehod, ki je bil narejen leta 2000, je bil dober prehod, v bistvu zelo učinkovit. Potem pa v bistvu se je na tem drugem stebru v naslednjih recimo 2 pokojninskih reformah malo manj delalo, se je malo več spet fokusiralo na prvi steber. Zdaj, zakaj ta kompliciran, mislim, te nizki zneski, takrat se je določilo 24%, 24,35 od 24,35 Lahko je tudi prispevne nižje, stopnje. ne, od 3200 pride pri je- določenem dohodku. Ja, pride, da je maksimum, kar dovolijo v drugi steber, je 5,866 bruto plače posameznika, ne. Mogoče malo komplicirano se sliši, ampak namen na začetku je bil, da ne bi ta drugi steber preveč začel nekako pritiskati, prevzemati vlogo prvega stebra, ne. Ampak zdaj, glede na to,
v tem času, koliko časa je že preteklo. Tudi takrat se še ni vedelo, kako bodo ti pokojninski skladi delovali v Sloveniji, koliko varni bodo, kaj se bo z njimi dogajalo. Neka previdnost na začetku je bila sprejeta in pravilno je tako. Zdaj po tem obdobju 25 let, recimo, ne, četrt stoletja že praktično, ne, ko vidimo, da dejansko sistem funkcionira, da funkcionira dobro, da ima tudi dobre nadzornike, ki spremljajo, kaj se dogaja, ne, bi lahko rekli, da se bi tudi v okviru davčnih olajšav lahko določene spremembe dogodile, ne. Vseeno pa moramo biti pošteni, no. Davčna optimizacija znotraj drugega stebra je precejšnja, je zelo dobra, tudi v primerjavi z drugimi državami, če jih primerjamo, državami OECD, mi imamo v bistvu oproščeno plačila samo premijo, ki gre notri, oproščeno so plačila davka donosi in na koncu pri izplačilu je še polovico rente oproščeno plačila davka. Tako da davčni sistem, kot je naravnan trenutno v Sloveniji, je zelo dobro postavljen. Mogoče bi se lahko, kot je že Vida rekla, pogovarjali o teh mejah, no, ampak osnove, temelji so dobri. Rekli ste, ker imamo tudi nadzor dober. Spomnim se naslovov, ki so spremenile družbo, ko je padel kakšen pokojninski steber, ne. To se je zgodilo predvsem čez lužo, ko so imeli te težave. Pri nas je zdaj ta drugi 25 let približno, no. Kaj bi se zgodilo, ne, ali pa kaj se lahko zgodi, če pride do takšne krize, kot smo imeli 2008 do 2012, na primer, in ima nekdo sam, na primer, te prihranke 20 let v enem od teh stebrov. Ali je to potem ločeno, kako se s tem denarjem dogaja, kaj se s tem denarjem dogaja, da ga sam vendarle na koncu dobim? Kako imamo to poskrbljeno v Sloveniji? To se pravi, pokojninski skladi morajo imeti svoj ločen račun. Dokumenti o pokojninskem skladu govorijo, kakšna bo naložbena politika, ki se jo potem tudi držijo. Skrbnike sem že omenila, skrbniki na dnevni bazi skrbijo, da se sredstva iz tega računa ne prelivajo nenamensko, bi rekla, kar v neko slepo ulico. In to je en del, kjer agencija bdi, da je vrednost sredstev najmanj toliko, kot je vrednost obveznosti. Sam pokojninski sklad. Potem je pa še kapital izvajalca, jaz včasih temu rečem kot ena vstopnica, da sploh lahko vstopnica za resnost izvedbe, da lahko začnejo upravljati sredstva drugih, pravzaprav so to sredstva članov, a ne. In kapital, ki se določi glede na višino sredstev v upravljanju, več kot imajo izvajalci sredstev v upravljanju, višja je zahteva po kapitalu in ta sredstva so pa zopet ločena. V primeru, da bi se zgodil, seveda samo na zajamčenem skladu, omenjali smo življenjski cikel, mogoče bi moral zdaj povedati več, da v skladih, kjer so namenjeni mlajši starostni skupini in se lahko same vrednost naložb popravijo tekom časa, skozi leta, tam ni garancije, tam izvajalci ne dajejo garancije, garancijo dajo samo na zajamčen sklad, ki pa je namenjen ljudem pred upokojitvijo, zdaj je to 5 let pred upokojitvijo, 8, 10, tam pa ni več časa, ne, da se naložbe popravijo, zato je tudi garancija izvajalca zelo pomembna in v primeru, če bi prišlo do neke finančne krize, kjer bi začasno naložbe bile slabo, vrednost naložbe bila slabša, potem morajo izvajalci iz kapitala, iz svojih sredstev pokriti ta primanjkljaj. Tako da so varni. No, to sem želel, se pravi, so varni. Dobro ste omenila, ne, morda je zdaj čas, da omenimo še ta del, ko si mlad in vstopiš noter in lahko malce več pričakuješ in se potem počasi približuješ tej meji, ko si 5-8 let morda pred upokojitvijo. Kako je s tem? Kakšna so ta nihanja, na primer, koliko je razlike med malo bolj tveganim, na primer, pristopom, pa potem konzervativnim ali pa tem mirnim, ste prej rekli, ne? Na koncu zelo varen. Na koncu so v bistvu naložbe v obveznice, državne obveznice,
pravzaprav vse še zakonsko regulirano, tudi obseg vrste naložb, kaj lahko nalagamo, je vse zakonsko dodatno regulirano. In to na koncu res je zelo lepo že bilo povedano, je pravzaprav izjemno varno. Lahko tudi povem, da smo mi že čez 2 krizi šli, skladi vsi, ki s tem se ukvarjamo. Prva kriza, ki ste jo vi omenili, a ne, 2008-2012, ne? 2008-2012, takrat je bilo še drug problem. Prvi zakon je namreč omogočal izplačila po 10 letih in takrat je prišlo do velikih števila dvigov. Kljub temu smo skladi poslovali nemoteno, vsa ta nihanja so bila blažena, kljub temu, da je bil takrat za vse samo zajamčeni način varčevanja mogoč. Kasneje je bila še ena manjša kriza leta 2022, pravzaprav prav na obvezniškem delu, ker je bilo veliko presenečenje gledano na celotno gibanje trgov. A vendar tudi to krizo smo zelo dobro preživeli vsi, ki smo na tem trgu prisotni. Če gremo nazaj še glede mladosti, še enkrat ponavljam, takrat lahko varčuješ v nižjih zneskih, kajti ta nižji znesek že zelo veliko naredi, če je reden in potem stalno vplačevan tudi naprej. Pomembno je tudi, če se zamenja delodajalec, če greš nekam, kjer mogoče tega ne nudijo več, da ti sam nadaljuješ, če je le mogoče, a ne. To je zelo pomembno. Mogoče pa tukaj je še čas za to, da povem, da je tudi pri zakonu ne samo ta pogovor, ki je zdaj bil vključen v zakon, ampak da bi bilo vključena tudi neke vrste samodejna vključitev. To pomeni, govorimo o opt-out, to ni absolutno obvezno, ampak je samodejno in da če kdo ne želi, se lahko ne vključi. To bi bilo zelo veliko, zelo pomembno prav za pravzaprav te manjša podjetja, za samostojne podjetnike, ki se k temu nekako niso toliko naklonjeni. Razumemo, tudi pri njih je to včasih težko, glede na njihov tok denarja, pri dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo. Je pa zelo pomembno tudi to, da morda imamo tukaj še en nov predlog, recimo določeno davčen prenos, olajšave poznajo druge države, recimo Velika Britanija, Irska, tudi Avstralija, to je carry forward sistem za davčno olajšavo, ki je sicer omejen, ni absoluten, a ne, ampak par let, to ocenjujemo, da bi morda prav za podjetnike, za manjše espeje to prišlo prav, da on, če neko leto nima toliko prihodkov, pač takrat ne vplačuje in takrat, ko vplačuje, lahko izkoristi ne samo letošnjo olajšavo, ampak še tisto, ki jo je že pridobil, ko bi bil že vpisan, a ne, pa kljub temu takrat ne bi vplačeval. To bi bila neka dodana vrednost, da bi morda tudi njih poleg samodejne vključitve, kajti njih moramo vseeno razumeti. Moramo biti vedno blizu našim članom, tako zelo resno skrbeti za njih, tako kot smo, mi smo dejansko predani, pa pozabili smo še povedati, da poleg nadzornika nas nadzorujejo tudi člani. Mi imamo še poseben odbor članov pokojninskega sklada, kjer so prav predstavniki tako velikih delodajalcev ali pa posameznih članov prisotni, člani so noter, nekje najmanj 5 jih je v odboru in oni pogledajo popolno vse in prejmejo vsa poročila o poslovanju skladov tekoče. Tako da to je še en dodaten nadzor, ki ga drugje pravzaprav ni v drugih institucijah. Ja, saj prav, ne, se mi zdi, Absolutno to ena pravilno. izmed tako največjih skrbi ljudi vedno je, ne, če bom že nekaj varčeval za mojo starost, da se slučajno kaj ne zalomi. Sami ste omenili tudi teh minimalni znesek, ki ga vplačuješ, ko si mlad, morda 100-150 evrov, da je to velika razlika v koncu, ne. A Slovenija ima kakšen izračun, kaj bi se ob tej demografski sliki zgodilo s pokojnino, če ti ne vstopiš v ta drugi steber, da rečeš, da si SP, ne, saj to je dobra niša, o kateri bomo še govorili, niti ni niša, ampak je kar realnost v Sloveniji, no, in to kar veliko jih je, se pravi, da ti ne vstopiš v nobeno drugo varčevanje in ves čas verjameš, da bo pač ta prvi steber, ta pokojnina zate poskrbela. Kakšna so ta predvidevanja, no? Imamo na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, v bistvu stalno spremljamo sistem, gledamo, kaj se z njim dogaja. Tudi zdaj ob zadnjih spremembah smo naredili kar precej izračunov, ne. Zdaj, kar se tiče mladih, bom rekel tako, mlade je verjetno vse strah, da oni ne bodo dobili pokojnine iz prvega stebra, da je prvi pokojninski steber nestabilen, da ne bo zdržal. To bi jaz rekel, da precej ne drži, ne. Prvi steber je pri nas v Sloveniji, samo v Sloveniji, že več kot 100 let, ne,
Prešel je ne samo gospodarsko finančno krizo, prešel je prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno, naftne krize, pa še kakšno krizo bi se vmes našel. Tako da prvi steber, tak kot je dober, stabilen in deluje. Zadnje spremembe, ki so bile, tudi nakazujejo, da se je zdaj, kar se tiče finančne vzdržnosti, okrepil, se pravi, da je veliko bolj finančno vzdržen, kot je bil recimo kakšno leto, dve, dolgoročno gledamo, kot so kazale projekcije leto, dve nazaj. In tudi nekako dohodek iz prvega stebra bo stabilen za vse generacije, ne samo za te, ki so tukaj, ampak tudi v prihodnosti. Govorimo recimo o povprečju med recimo povprečno pokojnino in povprečno plačo, to razmerje se bo gibalo tam nekje okoli 60-65%. To je v bistvu precej dober podatek, ne. Vseeno, no, pa tako kot ste vprašali, pomembno je, da se zavedamo, kaj prvi steber zmore, kaj iz njega lahko dobimo, ne, in kaj mi v bistvu dejansko v starosti želimo imeti, ne. In to je tisto, o čemer je, mislim, danes pravilna tema, o kateri se pogovarjam. In drugi steber je tisti, ki nam v bistvu lahko zelo, zelo bistveno izboljša kvaliteto življenja v starosti, ne. In če govorimo o dolgoročnem varčevanju, to je 20, 30, 40 let, ne, je pomembno, da se mladi zavedajo, da tudi z nižjimi zneski, ne, saj ni nujno, da so to zneski 200 evrov na mesec, 100 evrov na mesec, že 50 evrov na mesec, taki zneski dolgoročno v 40 letih prinesejo zelo dober dodatek k tej starostni pokojnini iz prvega stebra in v bistvu zelo dvignejo tisti življenjski standard, ki ga bodo imeli v upokojitvi, ne. In mogoče samo še ena stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, ne. Ko mladi iščejo delo, ne, in ko hodijo od delodajalca do delodajalca in tudi gledajo, kakšne ugodnosti imajo tam, ne, se velikokrat spregleda to dodatno pokojninsko zavarovanje, ne. Tudi ko jim delodajalec reče: "Glejte, imate sicer plačo toliko visoko, kolikor je, ampak mi vam poleg tega plačujemo še recimo 100 evrov mesečne premije za dodatno pokojninsko zavarovanje," se ne zavedajo, kaj jim ta premija v prihodnosti pomeni. To je odloženi del plače, ne. In ta odloženi del plače v času upokojitve bo še kako zelo prišel prav, ne. Zato je dobro, da v bistvu na ta del plačila, čeprav ga ne dobimo izplačanega mesečno danes, ne, gledamo kot v bistvu na neko boniteto, na neko ugodnost, ki nam bo zelo koristila, ko bomo stari. Drži, poznam kar nekaj takšnih prijateljev, ki jim to podjetja vplačujejo, in ko so pogledali, koliko že zdaj imajo, je to res zavidanja visoka vsota, no. Govorim o teh velikih podjetjih, kjer je to kar dober pogajalski inštrument, no, za delodajalca, ko ga ima do delavca. Morda še ta del, o čemer še nismo govorili, ko govorimo, ne, 50, 150 evrov, kakšni so vsi ti vstopni stroški, ne. Treba je vedeti, da sami ste rekli, ne, koliko je zdaj iz odstotka na 0,9, 0,8, ampak vendarle ves čas moramo imeti v mislih, da je tudi še dodaten strošek, ko se to gremo, ne. Ja, jaz bi zdaj odgovorila na splošno Seveda, o stroških, a ne samo o vstopnih stroških. Tako. To se pravi, izvajalci si morajo postaviti stroške, s katerimi bodo potem upravljali ta pokojninski sklad, in jih določiti tako, da so javno dostopni in razkriti vsem članom. Ko tistim, ki že varčujejo, lahko že pozabijo na to, kaj so se odločili na internetu, morajo izvajalci imeti stroške razkrite. Te stroški so dostopni seveda tudi bodočim članom, a ne, ko se bodo odločili in ko iščejo, za koga se bodo, koga bodo izbrali, kam bodo denar vplačevali. Zdaj, osnovni stroški so trije. Vstopni stroški so zakonsko limitirani, so lahko največ 3%. Zdaj, če je delodajalec dober, se lahko dogovori tudi z izvajalcem, mogoče za malce nižje stroške. Spet odvisno, kako velik je, kaj se bosta z izvajalcem dogovorila. Zakaj to poudarjam? Zato, ker to je prednost kolektivnega, a ne, zavarovanja. Tukaj lahko se poišče ta prednost, ki ga individualno težko dosežeš, take pogajalske pozicije. Potem so izstopni stroški. Izstopni stroški nastopijo takrat, ko se posameznik upokoji, ko zapusti načrt in reče: "Zdaj pa ne bom več plačeval, hočem izplačilo sredstev." Seveda so zakonske omejitve, če je dala država
davčno olajšavo potem ne bo kar pustila, da se vse izplača, ampak tista sredstva, ki jih je posameznik sam vplačal, sam financiral, tista lahko prosto dvigne, seveda ob akontaciji dohodnine bistveno nižje so. Izstopni stroški nastopijo tudi v primeru smrti, ta so v vsem tem primeru so omejene z 1%. Najpomembnejši strošek, ki pa najbolj vpliva na zbrana sredstva, je pa upravljalska provizija. Do letošnjega leta je bilo omejeno z 1% na leto, zdaj je mini reforma pokojninska prinesla, da zakonodajalec je ugotovil, da je sredstvo upravljanje toliko, da lahko izvajalci tudi z nižjimi upravljalskimi stroški preživijo, kajti 1% upravljalske provizije pomeni, da se vsako leto od sredstev, ki jih ima zavarovanec na računu, zmanjšajo ta sredstva za 1%. In na koncu, po 40 letih varčevanja, če se bi nekdo mlad odločil, lahko to pomeni zelo velik del premije in OECD je bil danes že omenjen, je pravi 1% upravljalske provizije, 20% nižja renta. Tako da tukaj pozdravljamo, da je zakonodajalec predvidel znižanje upravljalske provizije. Kljub vsemu ni namen neke bogatenja na račun drugih. Tako. No, zdaj se mi zdi, da smo kar nekaj stvari odgovorili, če bi nekdo zdaj rekel, ok, prvi je varen, ampak rad bi živel tako, kot živim danes, ker takrat bo seveda vse dražje, bom potreboval, pa bom vstopil v ta drugi steber. Pa recimo, da je individualno, ker drugače, kot ste rekli, zdaj res ti pogovori do 2028 morajo potekati, ta moč je zagotovo koristna, če ti delodajalec to omogoči, prvič dobiš boljše pogoje in tako naprej, ampak če se bi pa nekdo sam odločil, naprimer SP, kaj torej treba storiti, kako to potem deluje? V celoti ga servisira ponudnik oziroma upravljalec pokojninskih skladov, on ga samo kontaktira, vse ostalo naredimo mi, predstavimo mu v celoti pokojninski načrt, v kateremu bi želel pristopiti, vse pogoje, ki so s tem povezani. Z njim se pogovorimo, kaj je za njega finančno najbolj smiselno, da mi ne bi to breme predstavljalo kasneje, se pravi, da ostaneš v nekih okvirih, ki je za človeka res utemeljeno, se lahko pogovorimo, lahko se seveda tudi sam ločeno odloči, koliko bo namenil za ta namen. In potem sklene z nami pogodbo in prične vplačevati sredstva, dobi svoj račun člana, kjer so vsa njegova sredstva vodena, redno nadzirana z več strani, interno tudi znotraj družbe. In to pač je ta varčevalni del, ki poteka. Zdaj prej je bilo omenjeno tistih izgubi 20%. Naj povem še to, v Evropski uniji je bil medtem oblikovan nov produkt, PEP se je imenoval, kateri ni zaživel prav zato, ker je bilo za evropski del, o evropski govorim širša Evropa pa zahodna Evropa, je bil ta 1%, ki je bil tam predpisan, prenizek za vse upravljalce. Tako da mi zelo pazimo na naše stroške, smo izjemno stroškovno učinkoviti, in tudi, da to pomeni, da tudi pri nas je to, ima kar pomemben vpliv to znižanje. Je pa res, da je zdaj sredstev nekaj več, ampak se to multiplicira, tako da smo se znašli v enem novem položaju, ki tudi nam narekuje drugačno poslovanje, morda. Naj pa povem še to, recimo v delniškem skladu v 9 letih je okvirno donos zelo varnih naložb delniških sicer, ali pa varnejših, ali pa še lepše povedano, zelo kvalitetnih delniških naložb 114%. Se pravi, da si ti še vedno veliko na boljšem tudi ob vseh teh provizijah in da ne moreš biti moraš biti povrnjeno tisto, kar si imel stroške in tudi plačati svoje zaposlene. Tako da tukaj malo v bran izvajalcem, ampak ne glede na to, je to izjemno pomembno, je ta varnost vseh varčevalcev, ki pristopijo in zato zelo, zelo resno skrbimo. Smo osebno odgovorni za to. Svoj denar imamo notri, če lahko še dodam, v tem skladu, ki ga upravljamo. Dobro je pa vseeno vedeti, kakšen je na koncu odstotek, sej sem tudi sam vmes računal, če daš odstotek na leto, pa tako. Morda še to, ko nekdo podpiše, da bo
pač imel ta svoj račun. Kaj se zgodi, naprimer, espeji imajo včasih tudi kakšne likvidnostne težave, kot vsak človek, če kakšen mesec ne more plačati. Sploh ni težav tukaj. On lahko tukaj se dogovori za mirovanje, Mhm. sicer je zdaj zakonsko to nekako omejeno na nekaj let, ampak vseeno mi se to dogovorimo vedno tako, da je njim v korist. Če se vendarle premakne tudi razmišljanje ljudi, ne, da bi iz teh 660 tisoč morda prišli do zanimive številke 800 tisoč, kar bi bilo verjetno odlično, kaj bi to pomenilo za vzdržnost tega drugega stebra? Je to potem kar naenkrat so nova pravila spet drugače? Vzdržnost prvega. Prvega, vse vprašujem, prvega, ja. Ne, mislim, to, če bi prišlo do nekega premika, če bi prišli zdaj iz teh 40% aktivnih vplačnikov, recimo na številko 80%, 90, 100, v tem primeru dejansko bi lahko se začeli pogovarjati tudi že o večjih sistemskih premikih, ne, o nekem premiku v bistvu te teže varnosti dohodka, ne samo iz prvega stebra, ampak tudi na drugi steber, kar bi pomenil dejansko vedno manj finančnega pritiska na prvi steber, ta bi bil še bolj finančno vzdržen, ne. Drugi steber bi pa dejansko lahko postal v bistvu eden izmed tudi ne ključnih, ampak dosti dobrih igralcev v okviru celotnega pokojninskega sistema, ne. In saj to je tisto, v bistvu, o čemer se danes pogovarjamo, ne. Zdaj, če se dvigne osveščenost vseh, ki smo vključeni v ta sistem, ne, da razumemo, da je v bistvu sistem veliko bolj deluje, če delujejo vsi trije stebri skupaj, kot pa če v bistvu pričakujemo samo od enega stebra, da bo nam priskrbel vse, ne, potem lahko s tako okrepitvijo dejansko dobimo neko kombinacijo, ki bo v bistvu omogočala manjši finančni pritisk na javne pokojnine in hkrati s tem v bistvu višje pokojnine v času upokojitve, ne. In to je tisto, kar jaz mislim, da bi zdaj morali pri naslednjih spremembah pokojninskega sistema tudi zastopati, ne. Predvsem je pa to, mislim, da ste že obe sogovornici povedali zelo dobro, v bistvu osveščenost in informiranost posameznikov, kaj posamezni stebri so in kaj vsak steber lahko prinese k varni starosti. No, saj ravno to sem vas želel vprašati, ne glede na to, da ste na začetku rekli, mi imamo več nalog, ena je seveda nadzor, zato da vemo, da so naša vlaganja na varnem in da jih bomo dobili, druga pa je izobraževanje, ne. Če že vendarle imamo 20-25 let ta drugi steber, zdaj ta zakon prinaša, da bodo podjetja morala govoriti z zaposlenimi, potem so tukaj še espeji in mladi, ki vstopajo šele na trg dela. Kaj vse morate na primer še narediti ali pa kdor drug še v vsej tej verigi, da bomo kot narod, ne vem, čez 10-15 let pa vendarle lahko govorili, ne, da smo se premaknili še malce bolj v ta drugi steber, morda še v tretji steber in da smo kot družba bolj bogati tudi zato, ker smo pametno vlagali naša sredstva, ne. Zdaj bo nekdo rekel, kaj bom jaz vlagal, ker nimam nič, ta argument vedno dobim, ampak če res nekje začnemo, se vsi računamo na to, da bomo dolgo živeli, ne, od nič ni nič, ne, pravi moja babica, ne. Zdaj, izobražen posameznik lahko sprejema tudi odločitve, ki so boljše, ki imajo dolgoročni učinek in se zaveda pozitivnih dolgoročnih učinkov. Je pa nekaj res, agencija sama tukaj težko naredi, a ne, tako da je fajn, da se povezujemo in vsi skupaj probamo ozavestiti, zakaj je sistem potreben, zakaj potrebujemo drugi in tretji steber, zakaj imajo posamezniki možnost vplačati en del premije, če delodajalec ali ne zmore ali noče ali pač ima mogoče sistem nagrajevanja tako postavljen, da srednjih let še ali pa ravnokar je prišel v podjetje, pa ne bo dobil kompletnega zneska, ki ga omogoča davčna olajšava, da vseeno še sam prispeva lahko en del, lahko se odloči tudi, da bo v redu, delodajalec mi plačuje k izvajalcu A, jaz bom šel pa k izvajalcu B, pa imam razpršena tveganja. Tako da informiran posameznik je mogoče tudi težji sogovornik, a ne, ampak po drugi strani bolj prijeten, ker cel sistem pride potem na višji nivo. In pa tudi sami izvajalci, ko izbirajo naložbe, v
dejanske naložbe, v katere se pretopijo premije kasneje. In če spremlja poročila, lahko reče, tukaj pa ne izbirajo dobre naložb, tukaj pa imajo dobra vpogled, te naložbe pa na dolgi rok bodo ohranile vrednost, so zdrave, je zdravo gospodarstvo zadaj, ne. Niso, recimo, prej sem omenila kriptonaložbe, ki se nekako ni gospodarstva, ni zadaj storitve, ni dejavnosti, ni neke proizvodnje, ne. Tako da to se mi zdi pomembno, da informiran posameznik lahko tudi preko odbora zavarovancev ali pa zoprnih vprašanj prestavlja letvico zahtevnosti in potem vsi skupaj rastemo. Zdaj, čisto ob koncu, sem si zapomnil nekaj stvari, ki so vredne, da jih še enkrat ponovimo. Če varčujemo v prvem, drugem in morda tretjem stebru, smo na tistem stolčku, ki ima 3 noge. To mi je bilo všeč. Dobro ste rekli, vendarle agencija je tukaj zato, da skrbi za nadzor in naši vložki so varni. To se mi zdelo zelo pomembno. Vas bi pa prosil za zaključno besedo, in sicer ljudje si najlažje predstavljamo, če nam poveste nekaj številk. In če imava na primer nekoga mladega, ki gre na trg dela ali pa je tam pod 30 in bo nekaj vlagal, potem pa je ta obrestni račun tisti, ki bo zdaj zazvonil in pa bi s tem morda končal ta pogovor. Vzemiva neko realno številko tam mladega človeka, 50-100 evrov na mesec, ki jo bo plačeval recimo da teh 35 let. Kaj ga čaka torej ob koncu? Upamo, da 45 let. Nekaj še vmes nismo povedali, še povedali, da je ta del v drugem, posebej varčevalnem delu v celoti gre tudi v dedovanje, da nekateri zraven imajo tudi življenjsko zavarovanje, pa nezgodno zavarovanje, še to je treba še malo spomniti. To pa res je, da če se slučajno kaj zgodi, to ne pomeni, da ta denar v resnici družina izgubi. Tako. Zdaj, celot takega res zneska ga lahko samo okvirno ocenim na podlagi tistih številk, ki sem jih prej omenila, pri tem, ko vplačuje 150 evrov, 45 let, ali pa 40 let je najbolj pravilna številka. To bi imel v povprečju okrog 100 000 evrov, malce 100 000 evrov bi imel nekdo, če bi samo na tej osnovi ostal kot mlad. Kaj je pa tukaj najbolj pomembno? Da že majhni zneski so pomembni, samo da so. Že, ne vem, od 30 evrov naprej je že zelo koristno, če se vplačuje. Kajti kasneje imaš višji dohodek, se ti zneski prilagodijo, pridejo bližje tej davčni olajšavi, ampak je zelo pomembno, da se začne zgodaj. Čas je tukaj eden izmed glavnih faktorjev, to je dolgoročno varčevanje dejansko, na katerega moramo gledati specifično, tudi ne smemo se primerjati tale vzajemni sklad ali pa Ljubljanska borza v preteklem letu je naredila pa takšen donos. Da, ampak je tudi dosti bolj tvegana. Mi ne smemo biti tvegani, niti v našem najbolj tveganem skladu. Moramo biti izjemno odgovorni, kar tudi smo, skupaj z vsemi sodelujemo in verjamemo v to, da je to pomemben del celega sistema, kot sta oba moja sogovornika zelo lepo povedala, da skupaj tvorimo in sedimo na 3 nogah stabilno. Da je to res zelo pomembno in prej, ko se začne, bolj je to, več je to vredno. Mogoče samo se mi je utrnila ena prispodoba, zdaj, kakor si lepo povedala, v bistvu pokojninsko načrtovanje v bistvu ni šprint, to je maraton, To je tek na dolge proge, in v bistvu dosti pomemben je, da se naredi prvi korak, če tudi je majhen, in potem se stvar naprej razvija in v bistvu čez celotno obdobje te aktivnosti varčevanja in dela se nabere kar precej sredstev, ki omogočajo potem zelo solidno življenje. Mogoče še malo psihologije, vedenjska psihologija je ta, da če ti varčuješ sam ali pa nekam nalagaš sam, dostikrat te prime, pa bi rad kaj kupil, kaj porabil, medtem ko pa način, kot je tukaj pri kolektivnem, ne moreš kar tako dvigniti, moraš počakati in je to dejansko namenjeno 3. življenjskem obdobju. Moram povedati tudi eno zelo, meni je bila presunljiva izkušnja, ko so prišli zaposleni iz nekega velikega podjetja, kjer niso na najvišjih delovnih mestih bili, ampak so pridno in podjetje vplačevalo in celo oni sami nekaj manjšega zraven, in ko so na koncu videli, kakšen je ta znesek, so rekli, jaz v realnih okoliščinah tega ne bi mogel sam privarčevati. In so bili pravzaprav hvaležni za to svojemu delodajalcu nadpovprečno in še danes imamo zelo dobre odnose in z njim in tudi z nami, ker so bili pač veseli, ko so
opazili, kaj so lahko vseeno prihranili. Ja, dobro ste upravljali, ne, to je vas skrbeli za to. Hvala lepa vsem trem za ta pojasnila. Se mi zdi, da je večkrat slišimo bolj koristi, sploh pa zdaj res imajo tudi podjetja do 2028 idealno priložnost, da tiste, ki se s tem še ne ukvarjajo ali pa spopadajo, da še to temo naslovijo, pa da bo takšnih delavcev, ne, potem ob koncu delovne dobe res čim več, da bo rekli, ok, hvala Bogu, da imamo še tole tukaj. Tako da hvala lepa vsem trem. Hvala vam. Hvala vam. Hvala za zagotovilo, da je prvi steber dober, ne, res to se mi zdi pomembno, da je Dobro drugi nadziramo. dobro nadziran, ne, in da boste skrbeli tudi, da bodo donosi Absolutno. dobri in varni. Tako, hvala še enkrat. Hvala vam Hvala. za povabilo. Ja, z veseljem. Vam pa hvala lepa, ker ste poslušali in ja, zdaj pa malce preračunajte, vprašajte se, kako se z vašim denarjem upravlja, kaj lahko nudi delodajalec in kaj boste vi še dodali, zato da boste v tem maratonu na koncu zadovoljni z rezultatom. Hvala, do naslednjič.